Živijo, dobrodošli v oddaji Ambienti. Danes si bomo ogledali prenovo tipične slovenske spalnice, sodobno hišo v Stari Fužini, pri kateri so dosledno upoštevali tradicionalne arhitekturne detajle in izvedeli, kakšne subvencije so na voljo za celovito obnovo starejše hiše. Slovenci damo vedno več na lastno tradicijo in trajnost, tudi pri načrtovanju svojih domovanj. Trend, ki ga že vrsto let spremljamo pri naših severnih sosedih, se je končno udomačil tudi na sončni strani Alp. Bivanje na podeželju, v ruralnem okolju in to v klasično grajeni hiši je lahko tudi sodobno. Smo v Stari Fužini v neposredni bližini Bohinjskega jezera ob hiši, ki sta jo v sodelovanju z naročnico zasnovala arhitekta Meta Kutin in Tomaž Ebenšpanger iz biroja Skupaj arhitekti. Na prvi pogled gre za preprosto tradicionalno oblikovano hišo, ki se lepo zliva z okoljem. A hiša vsebuje tudi številne spretno uporabljene sodobne elemente. Arhitekta sta veliko razmišljala o tem, kako tradicionalno povezati sodobnim. Uporabila sta značilne lokalne materijale in zasnovala sodobno hišo z vsemi prednostmi sodobnega bivanja. Gospa Meta, gre za hišo umeščeno v zelo specifičen in občutljiv milje. Kaj so bila tista glavna vodila pri snovanju tega projekta? Stara Fužina je spomeniško zaščitena alpska vas, ki je lepa taka, kot je. In zaradi tega smo se vsi, tako midva s Tomažem, kot tudi naročnica, od začetka zavedali, da želimo zgraditi hišo, ki ne bo oddaleč vpila, tukaj sem, nova sem, drugačna sem in želela na silo izstopati iz svoje v bistvu čudovite okolice. Zato je nastala ta, pravzaprav midva zdaj rečeva, tiha arhitektura, ki je oddaleč vpeta v okolico, dokaj neopazna. Bolj, ko se pa približamo, jo pa bolj razumemo. In je v bistvu to arhitektura, ki z gledalcem komunicira, ki od njega zahteva, da si zanjo vzame čas in da poskuša razumeti njene detajle. Temelji namreč na detajlih. Parcela je zelo razgibana, stoji celo na klančini hiša. Je mogoče to vplivalo na tloris oziroma katere vse neke dejavniki so vplivali na razporeditev prostorov? Ja, sama parcela in ne samo makro, tudi mikrolokacija je bila kar velik izziv za naju. Namreč parcela je nepravilne oblike in na ravnem terenu je samo en košček, vse ostalo je pa na precej strmem terenu. Poleg tega je to ledeniška dolina, zato smo na vrtu našli tudi eno čudovit ledeniški balvan, ki smo ga želeli ohraniti takega, kot je. Na mestu, kjer sedaj stoji hiša, je bila nekoč stara avtomehanična delavnica, ki je bila po mnenju arhitektov nekoliko nerodno umeščena v parcelo. Potrebno je bilo dovoljenje spomeniškega varstva, da so lahko nov objekt obrnili za 90 stopinj. Tako sedaj novogradnja optimalno izkorišča vse smeri neba in nudi čudovite razglede na bližnjo okolico. Se je ustvarila neka specifika hiše, potem ko ste pogledali, ko je bil projekt končan, na kaj vse je vplivala okolica? Ja, pravzaprav res. Ves čas sva se poskušala nekako odzivati na stare, tradicionalne detajle okoliške gradnje in na koncu, čisto na koncu, pravzaprav ugotovila, da pri vsej zasnovi naju spremlja proporc kvadrata. Oblika kvadrata se kaže v 45-stopinjski strehi, ponovi se v obliki oken, avtorskega žleba in tudi v obliki ograje. Gospod Tomaž, katere so tiste specifike lokalne gradnje, ki ste jih upoštevali pri načrtovanju tega projekta? Torej v tem lokalnem okolju je že tradicionalna arhitektura, ta anonimna arhitektura nekako zasnovana na uporabi preprostih, enostavnih materialov, ki dejansko govorijo sami zase. Zato smo tudi v sami zasnovi hiše izhajali iz teh izhodišč, se pravi, uporabljali smo material, ki je lokalno prisoten. Če recimo povemo samo oblogo kletnega podstavka z lokalnim kamenom, ki smo ga nekako zidali ali pa sestavljali po principu suhega zidu. Potem uporaba čim več vidnega lesa, kakor se je dalo, uporaba
pocinkane pločevine, uporaba sive strešne kritine, ki pravzaprav izhaja iz tega lokalnega okolja. In ne nazadnje nam je uspelo v notranjosti tudi nekako uporabiti vidni beton, ki na nek način simbolizira naravni kamen. Kako ste pa te tradicionalne elemente združevali s sodobnimi arhitekturnimi trendi? Te tradicionalne vzorce sva z Meto nekako poskušala skozi branje konteksta, skozi branje okolice nekako potem avtorsko, sodobno reinterpretirati. In sicer smo to potem naredili v nekih sodobnih materialih, uporabili nek tradicionalni princip, pa vendar z nekimi sodobnimi materiali. Recimo en tak detajl ali pa neka taka rešitev se nekako najbolj kaže v tem avtorskem žlebu, ki pravzaprav izhaja iz tradicionalnih, običajnih principov žlebov, seveda narejen v pocinkani pločevini. Tudi notranjost je zelo prečiščena, sodobna in ima elemente tradicionalnosti, vendar na sodoben način. Kako ste uspeli prepričati lastnike v ta korak? Proces tega je bil pravzaprav zelo dolgotrajen, na nek način poučen. Šlo je za bistvo nek dialog, za nek pogovor, za nek proces z naročnico. In seveda za vse te rešitve, ki so na koncu nastale, se je potem naročnica pravzaprav sama odločila. In nekako smo na ta način uspeli to sodobnost nekako pripeljati na nek način v zavest in seveda tudi do same realizacije. Tudi v notranjost hiše je vgrajena bohinjska pragmatičnost. Jedilna miza, klop in pohištvo v zgornjem nadstropju so namreč narejeni iz lepljenega macesnovega lesa, ki je bil ostanek strešne konstrukcije. Macesen, ki je uporabljen za tlake, je tipičen les za to področje, primeren je tako za uporabo v notranjosti, kakor tudi za zunanjost, zato se iz dnevnega prostora nadaljuje na teraso. Arhitekta se strinjata, da je tudi pri nas vedno več posluha za lokalne identitete in uporabo tipičnih materialov pri gradnji, vendar bi si želela več zaupljivosti do arhitektovega dela. Ta pomaga, svetuje, včasih pa celo uspe poceniti projekt. Proces gradnje je lahko lep in izziv tako za arhitekta, kakor tudi za naročnika. Oboji se namreč skozi ta dialog lahko veliko naučijo, včasih pa celo postanejo prijatelji, kakor se je to zgodilo v tem primeru. Gospa Meta, imate že prve odzive lastnice, domačinov, sorodnikov, prijateljev? Ja, prvi odzivi so bili pravzaprav že takoj, ko so začeli betonirati temelji. Tako da odzivi so nas ves čas spremljali. Najprej so bili zelo zadržani, previdni, dobili smo tudi veliko vprašajčkov, namigov, da mogoče bi bilo pa boljše mečkan drugače. Vendar pa mislim, da tekom, ko je hiša rastla, so odzivi postajali vedno bolj topli. Tako da danes naročnica velikokrat sporoči, da se je spet kakšna skupinca in domačinov in turistov stavlja in da slikajo hišo, sprašujejo, kdo je to naredil, kako je noč živeti ali pa samo kebela. Klet, ki je bila že prej temelj stare avtomehanične delavnice, predstavlja sedaj del temelja nove hiše. Tloris hiše je sila preprost. Gre za značilen bohinjski podolgovat tloris z osrednjim sanitarnim jedrom. Na eni strani pritličja je manjši samostojen apartma, na drugi dnevna soba z utilitijem in stopniščem, ki vodi v zgornje nadstropje. Betonska stena z vgrajenim kaminom v dnevni sobi, ki tvori osrednje jedro hiše, je bila opažena z macesnovimi deskami, ki so pustile vtis vzorca lesenih grč. V zgornjem nadstropju sta samo velik delovni prostor in spalnica. Deli ju svetla kopalnica z velikim strešnim oknom, skozi katerega se v jasnih nočeh lepo vidi zvezdnato nebo. Macesnova klopca pred vhodom v hišo je nekoliko modernejša verzija tistih, ki vidimo ob okoliških domačijah.
Tipične lokalne vzorce, kot so recimo srčki, pa sta arhitekta abstrahirala in jih pretvorila v preproste krogce, ki se ponavljajo na obeh mizah, klopci in tudi na zunanjih polknih. Sedaj me pa zanima vajina najljubša stvar, ki bi jo izpostavila pri tem projektu. A razen tele lepe češnje, ki se čez okno vidi. Pa ena strokovna recimo. Napušči. Napušči so tisti, ki so pravzaprav tradicionalni hiši dali eleganco. Pa vaša, gospod Tomaž? Ja, jaz moram reči, da pravzaprav kvaliteta te hiše je ta, da zelo dobro in premišljeno uokvirja neke poglede okolice in pravzaprav na vsakem koncu in na vsakem vogalu, kamorkoli se postavimo, imamo en prekrasen pogled na okoliške Julijske Alpe. Je pri vseh projektih zaznat vajin avtorski podpis? Kaj je tisto, kar vaju dela, dajmo reči, avtorske, posebne, prav vajino? To težko reči, da imamo nek stil. Mogoče še najbolj to, da je to smotrna, tiha arhitektura, ki nagovarja v detajlih, ne oddaleč z nekimi ekstremnimi oblikami, barvami ali pa dragimi materiali. Vsak projekt pravzaprav izhaja iz nekega konteksta, iz neke lokacije, iz novih želja, z novega programa in verjamemo, da pravzaprav arhitektura na različnih lokacijah ne more biti enaka, je vedno drugačna, pa vendarle, kot je že Meta omenila, ta ljubezen do detajla, ljubezen do materialov, naravnih materialov, nekako potem bi lahko rekla, da podpiše najino arhitekturo. Se pravi, atipično je tipično za vaju. Točno to. ...360-stopinjski virtualni pogled prikazane hiše si lahko ogledate na naši spletni strani www.tvambienti.si. Po oglasih vam pokažemo prenovo tipične slovenske spalnice, strokovnjak Ekosklada pa nam bo svetoval, kako pridobiti nepovratna sredstva za obnovo stare hiše. Ostanite z nami. Ste vedeli, da so na Ekoskladu na voljo nepovratna sredstva za celovito obnovo stanovanjske hiše? Za obnovo tipične slovenske hiše iz 70-ih let je možno pridobiti 25 000 evrov in več. Več o tem pa nam bo povedal strokovnjak mreže En svet, ki deluje pod okriljem Ekosklada. V Sloveniji je velik fond stavb, ki so starejše kot 30-40 let in zelo potrebne energetske prenove. Ekosklad v sklopu tega ponuja nepovratna sredstva, od katere so ravno subvencije za energetsko sanacijo, celostno energetsko sanacijo stavb najvišje v sklopu trenutnega razpisa. V energetsko sanacijo mora biti vključen celostna obnova ovoja stavbe, se pravi izolacija fasade, podstrehe. Vključeni morajo biti strojne inštalacije, prezračevanje z rekuperacijo, ogrevanje z obnovljivimi viri in zamenjava oken v sklopu ovoja stavbe. Subvencije v tem primeru so visoke, 135 evrov na kvadratni meter za do 200 kvadratnih metrov za najbolj osnovno izvedbo celostne prenove. Tam tudi do 200 v primeru uporabe boljših toplotnih izolacij. Za eno družinsko hišo z izvedbo izolacije v EPS-u so nepovratna sredstva v višini približno 25 000 evrov. Lahko nepovratna sredstva za uporabo boljših toplotnih izolacij, kot so mineralne volne ali pa celuloza, zrastejo na 40 000 evrov. Dodatne spodbude so pa mogoče tudi na degradiranih območjih oziroma na območjih, kjer so sprejeti odloki o kakovosti zraka. Ti lahko povišajo subvencije za okrog 20%. Objekt je iz leta 1971. Predhodno je bil neizolirana fasada, okna so bila še prvotna.
podstreha je bila minimalno izolirana s 5 cm izolacije in tako naprej. V času sanacije se je zamenjala celotni ovoj stavbe, toplotno-izolativni, to pomeni fasada, pomenijo stavbno pohištvo, okna, vrata, zunanja, pomeni toplotna izolacija napram neogrevani kleti in pa toplotna izolacija napram strehi oziroma proti ostrešju. V času sanacije se je izvedla tudi rekuperacija, ki se je peljala znotraj objekta, torej centralni prezračevalni sistem se je izvedel z centralno napravo in pa toplotna črpalka, voda, zrak. Na koncu same sanacije oziroma prenove objekta je potrebno izvesti tudi test zrakotesnosti, tako imenovani blow-over test. Pomeni, da v hiši umetno ustvarimo nadtlak in podtlak. V obeh primerih merimo, koliko hiša spušča oziroma koliko zraka prihaja noter oziroma nam uhaja ven. Sami pogoji so za prenove malenkost manj zahtevni kot pa za novogradnje, torej niso tako zahtevni. V našem primeru je pa objekt dosegel tudi standarde novograjenih pasivnih objektov, kar se tiče zrakotesnosti. Postopek pridobivanja oziroma neke take sanacije je sledeč. Najprej si treba zbrati projektanta, ki bo vse stvari ustrezno zrisal, urisal, naredil izračun PHPP, ki mu bo podlaga za izbrane materiale, za izbrane debeline materialov in tako naprej. Na podlagi izračuna izvedene dokumentacije se naredi prijava na ekosklad. Podokumentirati je potrebno vso zunanjost objekta in pa tiste notranjost tudi, ki so, kar se tiče toplotnih izolacij. V fazi same prenove je potrebno vse skozi dokumentirati vse vgradnje toplotno-izolacijskih materialov, o katerih smo zdaj govorili, torej rekuperacija, toplotna črpalka oziroma ogrevanje, toplotno-izolativni materiali na vseh obodih, RAL montaža, oken, da je zrakotesna, stvari treba dokumentirati. Na koncu se z izjavami o zaključku naložbe, z fotodokumentacijo, računi in pa z vsemi dokazili v vgrajenih materialih vse skupaj preda ekoskladu in po izvedeni investiciji se dobi povrnjeni sredstva, ki jih ekosklad omogoča. Rok od začetka, torej od oddaje vloge do dokončanja objekta je 18 mesecev. V tem času je treba sanacijo oziroma prenovo zaključiti. Torej, naš objekt je pred slabimi 2 leti pridobil 21 000 in še nekaj evrov. Danes so subvencije še višje. Na degradiranih območjih so pa te subvencije še dodatnih 25% višje kot pa na ostalih. Za informacije o subvencijah ekosklada je na voljo mreža eSvet, ki deluje v okviru ekosklada. Za vse finančne spodbude, nepovratna sredstva, vsi razpisi so na spletni strani ekosklada www.ekosklad.si. Tam so tudi podrobni podatki o zahtevah in o razpisanih višinah sredstev. Spalnice so v slovenskih nepremičninah večinoma prostori majhnih kvadratur. To je intimen prostor, kamor gostje ne vstopajo. Zato je pri opremljanju nizko na lestvici prioritet. S pomočjo arhitektke Nine Steiner smo prenovili tipično slovensko spalnico. Gospa Nina, kakšna je tipična slovenska spalnica? Tipična slovenska spalnica je majhna. Večinoma so pač nepremičnine bile tako grajene, da po kvadraturi je to en majhen prostor, ki tudi nekako niso posvečali toliko pozornosti včasih, ker je to pač prostor, v katerega vstopi manj obiskovalcev in je to zelo intimen, oseben prostor. In torej pač, ko se opremljamo stanovanja, velikokrat se pa na takele malo pozabi, pa se jih malo zanemari, kar je škoda. A sva zdaj v eni taki tipični kvadraturi, par kvadratnih metrov? Ta je še skoraj velika, glede na primerljive zadeve, ampak ja, tole je nekako realna situacija. Na kaj pa je treba paziti pri zasnovi spalnice? Zdaj stremimo k temu, da prostor ne deluje natlačen, se pravi, da se izogibamo uporabi nekih megalomanskih velikih kosov, ki prostor zaprejo in mu ne pustijo dihati. Se pravi, tukaj smo lahko zelo kreativni z nekimi shranjevalnimi površinami, recimo postelja, ki se dvigne in se s tem izognemo nekim ogromnim omaram in predalnikom in takim zadevam. Pač pustimo prostoru, da diha.
No, ampak ta spalnica se je neki večji omari težko ognila, ne? Ker nekam moramo stvari dati. Tako, in v tem primeru pač naj bo omara čim bolj vizualno nevtralna, da zgleda, kot da je ni. Se pravi, zberemo svetle barve, nežne teksture. Ja. Pomemben vidik oblikovanja spalnice je svetloba. V prostoru moramo imeti zagotovljeno močno generalno osvetlitev, ki jo dopolnimo s sproščujočo ambientalno osvetlitvijo. Ob postelji pa poskrbimo tudi za diskretno bralno osvetlitev. En pomemben detajl v spalnici so tudi zavese, ki jih uporabljamo za zagotavljanje zasebnosti. Tule recimo v tem prostoru imamo francosko okno, skozi katerega vidimo čez cesto sosede. Tako da so te zavese res zelo dobrodošle in pa tudi zatemnitveno funkcijo imajo. Če recimo želimo spati podnevi, je to ena zelo dobrodošla lastnost zaves. Seveda pa naj se barvno in nekako po teksturi poklopijo z ostalimi elementi v prostoru. So pa zavese iz velane, no, kot velana je včasih res slovela samo po zavesah. Zanimivo pa je, da so praktično vsi dodatki v tem prostoru iz velane. Res? Prav, velana nima zgolj zaves in potem, ko jo poznamo. Kaj, tudi ta miza je njihova? Tudi ta miza. Ponove imajo vso možno dekorativo za dom, ne samo zavese. Tudi druge tekstile in dekorativne dodatke. V spalnici si lahko privoščimo nežnejše, mehkejše teksture, ki prostoru dajajo pridih udobja. Oblazinjena posteljna vzglavja ter mehke odeje in blazine so odlična izbira. V spalnici je vedno dobrodošel tudi les, saj v prostor vnese naravno toplino. Odlična ideja, kako v prostor vnesti nekoliko elegantnega glamurja, so dekorativni dodatki iz bleščečih kovin. Trenutno je zelo modna medenina, pa tudi baker. Seveda, ključna stvar v spalnici je postelja. Seveda. To je največji pohištven kos v spalnici in zato tudi toliko bolj pomemben. Ležišče samo je primerno, da ga izberemo glede na svoje preference. Eni imajo radi bolj mehke ležišča, eni bolj trda. Predvsem dovolj velika, predvsem dovolj velika. Danes se dobijo tudi daljše postelje, se pravi več kot 2 metra, ni nobena težava. Koliko je pa standard, recimo, za Standard je 2 metra dolžina postelje. Pa širina? Širina je 1,60 m, 1,80 m, 2 metra. Za slovensko spalnico je 2 metra že kar malo prevelika, ampak tale je 1,80 m in je primerne velikosti. Zelo popularne so v zadnjem času višje postelje. To je tudi pogojeno z ergonomsko enostavnostjo uporabe, saj v tako posteljo lažje legamo in ostajamo. In pa seveda oblazinjena vzglavja. Tapecirana, mehka, v prostor vnesejo tudi neko dodatno mehkobo in teksturo in pa visoka vzglavja. To se zadnje čase začelo vedno bolj pojavljati. Da občutek mogočnosti postelje. Mogočnosti, tako. In res so lepe tele nove postelje. Trenutno so naslonjala zelo predimenzionirana, lepo oblazinjena, mehka, kar je tudi fino, ko se želimo nasloniti, ko recimo beremo knjigo v postelji. Tale postelja je pa Novakova. Sicer oni delajo sedežne garniture, ampak zdaj delajo tudi takele fine postelje. In se še dodatno dvigne, da jo lahko lepo napnemo v rjuho in se nam pri tem ni treba sklanjati. Kaj to pomeni? Cel jogi se gor dvigne? Tako, celo ležišče se dvigne in mi lahko enostavno v stoječem položaju napnemo rjuho. Izbor ležišča je pa zelo osebna stvar uporabnika. Najboljše je, če pač gremo kar v salon, malo utrujeni, če se le da, in testiramo, katero ležišče nam najbolj odgovarja na naše telo in želje. Eni imajo radi mehkejše, eni bolj trde. Pač treba je probati in se odločiti. Tukaj v naši spalnici smo pa uporabili 2 ločeni ležišči blagovne znamke Slovenska postelja, ki sta narejene iz konoplje, kar je novost na našem trgu. Konoplja je pridelana pri nas v Sloveniji, brez pesticidov in umetnih gnojil, tako da je zelo naravna in prijetna za uporabo, zelo zračna, diha, tudi je primerna za alergike, ker je odporna proti pršicam in tudi vodi. V čem je pa prednost, da sta ležišči 2, ne pa eno samo veliko? V primeru, da sta uporabnika postelje 2,
je fino imeti dve ločeni ležišči, od katerih vsako odgovarja pač posameznemu uporabniku. Stroškovnik izdelkov, ki jih je arhitektka izbrala za prenovo spalnice, si lahko ogledate na naši spletni strani www.tvambienti.si. Seveda vas tudi tokrat vabim, da nas spremljate na našem Facebook profilu TV Ambienti. Imejte se lepo, vidimo se spet prihodnji teden, ko si bomo ogledali počitniško stanovanje v središču izolskega Mandrača in zelo atraktivno vilo z velikimi panoramskimi okni in veličastnim razgledom na Blejski otok in grad.